Pozdravljeni. Zopet je prišel na vrsto naš običajni komentar novic, kjer si bomo skupaj ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi tokrat v letos že 19. komentarju bomo imeli na razpolago 4 različne teme in kot zmeraj so bližnjice do člankov navedenih v samem prispevku navedeni v opisu. A da ne bomo seveda predolgi, je najbolje, da se sedaj takoj lotimo naše prve teme in začnemo z našim prispevkom. Pred začetkom velike nagrade Miamija so organizatorji uvedli prav posebno predstavitev, kar se tiče voznikov. In o tem smo lahko brali v mnogih virih, čeprav so mnenja nekoliko deljena. Na primer, če pogledamo članek, ki je bil objavljen na avstralski verziji spletnega portala televizije ESPN, lahko vidimo, da 8. maja je tam članek, ki trdi, da nihče ne mara te novitete. Res po svoje lahko razumemo, da nekateri vozniki so bili rahlo izčrpani, ker so približno pol ure bili na soncu. In to je dobesedni navedek iz članka. Po drugi strani, prav tako 8. maja, lahko preberemo na spletnem portalu RaceFans, da Lewisu Hamiltonu je bilo vse skupaj celo všeč, čeprav mnogi drugi niso bili navdušeni. In zopet smo v tistem normalnem svetu Formule 1, kjer enotnega mnenja ni. A na koncu, če pogledamo motorsport.com, dan kasneje, 9. maja, lahko zasedimo članek, kjer piše, da v prihodnosti bodo organizatorji morali za mnenje vprašati tudi voznike. A mnogi kritiki so izrazili svoje mnenje, da je bila ta predstavitev malce preveč, imenujmo jo, ameriška. Čeprav zadeva je daleč od tistega, kar vidimo pred začetkom ameriških dirk. Tam je obvezna, na primer, molitev in tisti znameniti stavek Gentlemen, start your engines, še bi lahko naštevali. V Miamiju so se skušali približati ameriški publiki in jim ponuditi nekaj, da bi voznike svetovnega prvenstva Formule 1 spoznali. Kaj pa vedo v Združenih državah, kdo je Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc in še bi lahko našteval. Treba jim je približati tudi to kategorijo motošporta. Zato je po mojem tudi modro uporabiti nek format, ki jim je bližje. Razumem, da nekaterim biti na vročem soncu je malce težavno. Razumeti moramo, da prav Formula 1 v Združenih državah ima letos kar 3 velike nagrade. In zaradi tega je potrebno, da organizator napravi vse, da bi praktično vozniki in ekipe postali še malce bolj priljubljeni. Gre za neke vrste amerikanizacijo? Še zdaleč ne. Gre samo za nekaj, kar bi lahko Formulo 1 naredilo še bolj popularno. In po drugi strani Liberty Media moramo priznati nekaj. Uspelo jim je tisto, kjer so mnogi drugi, vključno z Bernijem Ecclestonom, pogoreli. Namreč Formulo 1 pripeljati v Združene države. In zato takšne novitete niso nekaj, kar bi bilo potrebno takoj kritizirati, ampak nekaj, kar se bo lahko s časom prilagodilo, ampak kar mora, vsaj v začetku, pomagati organizatorju, da voznike Formule 1 predstavi. Seveda, morda kdo izmed vas si misli drugače, ampak videli bomo, kako bo publika sprejela takšne novitete tudi v prihodnje.
Na prihajajoči veliki nagradi Emilia Romagna bomo pri mnogih ekipah videli tiste glavne posodobitvene pakete v prvem delu letošnje sezone. In če beremo članek, ki je bil objavljen na italijanski verziji spletnega portala motosport.com 9. maja, bodo pri tovarniški ekipi Mercedes imeli kar nekaj novitet. Navajajo samega Tota Wolffa, ki je povedal, da bo Mercedes W14 imel na razpolago novo karoserijo, dno in predvsem prednjo premo. Mnogo je bilo govora o tako imenovanem zgrešenem konceptu pri Mercedesu, ker se je zopet s prstom kazalo na bočne strukture, ki jih pri modelu W14 skoraj da ni. A videli bomo skupaj, kakšne bojo novosti na prihajajoči veliki nagradi Emilia Romagna v Imoli, a glavno je nekaj drugega. Namreč Toto Wolff je povedal, da ne bodo samo spremembe tam zgoraj, tiste glavne, ampak predvsem na prednjem upetju prednji premi. Mnogo je bilo govora o tem, kako imajo razne ekipe težave z degradacijo pnevmatik, ampak ta pojav se ne odpravi z aerodinamičnimi popravki, temveč s popravki na samem podvozju. Verjamem, da marsikateremu komentatorju je bistveno bolj enostavno s prstom kazati nekam, kar bi po njegovem moralo biti večini navdušencev jasno, kot pa vzrok iskati tam, kjer je malce težje vidno, ampak bistveno bolj pravilno. Seveda, to je le eden izmed korakov, ki ga bodo pri tovarniški ekipi Mercedes naredili, da bodo dohiteli Red Bull in ga morda v bližnji prihodnosti tudi prehiteli. Z napetostjo bomo seveda spremljali te spremembe in tisto, kar bodo pokazali pri drugih ekipah. A pojdimo naprej, kajti pri tem argumentu ne smemo mimo Ferrarija. In prav pri Ferrariju se moramo ustaviti pri izjavi, ki jo je dal Fred Vasseur. Objavljena je bila na spletnem portalu formulapassion.it 10. maja. In zanimivo je, da ta vir je v lasti družine Elkann Agnelli, torej domači vir, kar se tiče tudi scuderie Ferrari. Fred Vasseur se ne strinja s teorijo, da kopirati Red Bull je ona prava pot. Vsakdo izmed nas se lahko začne spraševati, kako bodo sedaj pri scuderiji Ferrari najprej dohiteli in nato morda prehiteli Red Bull, če tista pot, ki so jo začrtali na začetku sezone, očitno ni prava. Bodo pri Ferrariju iskali kakšno tretjo varianto, ki je nam, navdušencem, neznana, ali gre pa samo za neko izjavo, ki naj bi pomirila mnoge sledilce, ko na Ferrariju ne bomo videli nekih velikih, očitnih optičnih sprememb. V prejšnjem segmentu smo lahko brali, kako pri Mercedesu skušajo z radikalnimi spremembami doseči rezultat. Pri Ferrariju smo do sedaj videli le malo onega, kar je bilo obljubljeno. In takšna izjava Frederika Vasseurja nažalost kaže tudi v to smer, da morda na prihajajoči veliki nagradi Emilia Romagna pri Ferrariju kaj velikih novosti na razpolago ne bo. A upam, da se motim, le rad bi vam pokazal, kako tudi v italijanskih medijih prihaja do takšnih in drugačnih manipulacij z našim mnenjem. Pojdimo še na konec. Za konec pa še tema, ki bo verjetno presenetila marsikoga izmed vas. Zopet smo na italijanski verziji spletnega portala motosport.com na članku, ki je bil objavljen 10. maja. Na prvi pogled
nič kaj takega in nič kaj razburljivega. Namreč članek govori, kako bodo pri ekipi Alpine v kratkem začeli z nabavo novega simulatorja in v svoje vrste si želijo privabiti kar nekaj inženirjev, ki jim bo pomagalo prav na tem področju simulacij. In kot sem že omenil, tudi mnoge druge ekipe so v fazi investiranja prav v simulator, naprimer tudi pri Aston Martinu bodo v kratkem začeli razpolagati z novo takšno enoto. A v nadaljevanju pridemo do točke, ki je vsaj mene osebno presenetila. Prvič, da je simulator ekipe Alpine star okrog 2 desetletji. In to zaradi tega, ker so ga približno pred 10 leti rabljenega kupili pri McLarenu. In verjamem, da marsikdo izmed vas je sedaj začuden, kako v svetu Formule 1, kjer je vse tehnološko, vse moderno, vse bleščeče, vse drago, se zgodi, da McLaren, ko odrabi svoj simulator, ki je bil za njih zastarel, le-tega proda konkurenci Alpinu, ki si takšnega tehnološkega zalogaja ni mogel privoščiti. Vidimo lahko, da svet Formule 1 je verjetno daleč od tistega, kar nam mnogi viri predstavljajo. Tudi tu se lahko uporablja iztrošen, rabljen material, ki so ga drugi zavrgli in je po svoje za nekoga še dober. A vemo, da simulatorji v sodobni Formuli 1 so ključnega pomena, predvsem zaradi tega, da se med petkom in soboto, na primer, pripravi strategije. In lahko razumemo razne težave, ki jih imajo pri ekipi Alpine, ker njihov simulator je resnično več kot zastarel. Zato, na primer, rezultati lanske sezone v luči tega dejstva imajo še bistveno višjo vrednost. Premagali so mnoge druge, ki so v osnovi imeli boljši simulator, boljše pogoje in kljub vsemu jim ni uspelo. Tudi to je Formula 1 in lep pogled v ozadje, kjer ni vse tako bleščeče, kot izgleda. A prišli smo do konca tudi tokratnega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.